Te priznam. Dve listini Univerze za najboljši uspeh, tule je recimo primerek tega. 1979, ko je bil še svet precej mlajši, ko je danes, se je prišel v Ljubljano, je tak, in magistriral iz teoretične jedrske fizike na Fakulteti za fiziko in Inštitutu Jožef Štefan. Tole je njegova družina, taka frajerska družinska slika, znana je edino hčerka Ana Marija Mitić, mislim, da vsi poznamo, taka drugače smo jo že videli. Na televiziji. To je prednost tistih, ko so na televiziji, da jih vsi poznamo. To je slika pred nezgodo. Še nekaj drobnari. Delal sem na Ministrstvu za okolje, upravo, pravi za jedrsko varnost, podiplomski študij, specializacija za zaščito odsevanja na Mednarodni univerzi v Minsku, tako da si še malo po Belorusiji malo pogledal. Vedno sem predaval na pamet o temah podnebnih glede jedrskega področja, pa se sploh ne rabimo čudi, zakaj on svojo poezijo na pamet bere, večinoma. Kot zanimivost, kdaj tudi na prošnjo Lijevcev ali Rotarijancev. Nekaj utrinkov iz Draganovih predstavitev pred nesrečo. Tole je, ki je Dragan, tu vsi vemo, kdo je, to je pa srbski veleposlanik. Predstavljanje Slovenije na tem organizaciji za jedrsko varnost od Združenih narodov. Potem se je pa zgodilo. Po padcu na glavo na spolzkih tleh je izgubil vse. Prej sem vedel za vse na pamet, potem se pa ni mogel zapomniti niti imena svoje žene. Leto in pol je trajalo ponovno učenja govora, ta čas bi najraje pozabil, to zagotovo. Pa tudi tebi ni bilo treba omenjati, ampak v redu. Dobar je. In zdaj pišem pesmi. To je pa zdaj tisto glavno, kar je nas tu zanima. Nekaj letih, odkar pišem objavljam, se mi je na mednarodnih natečajih so izbrali za tisk v preko 300 različnih publikacijah. Včeraj mi je sestra poslala fotografijo knjig, ki so prišle iz Srbije v Republiko Srbsko v Bjeljino. Še nekaj mej in prišle bodo tudi do mene. Pričakuješ, pričakovanju. Težka pot. Seveda pa Dragan ni samo pesnik, ne bi zdaj pa pisatelj, on je še fotograf, kolikor sem tukaj razbral. Je sodeloval tudi pri fotografiji nekaj uspehov, ker pač česar se Dragan loti, se loti temeljito, ne nekaj na pol. Lahko bi nadaljevali do jutra, sem Dragan pomoral žal na vlak, tako da bo treba, da se bomo posvetili njegovi prozi. Najprej mogoče en glasbeno vod. To ne rabimo kaj dal čiska, to je njegovega, V našem belem hodniku prezračujemo okna non-stop. Zdaj pa, kak se reče, veselo na delo. Zdaj, da jaz celo biografijo preberem, mislim, nimamo časa, ker tole bo trajalo, da ni 4 zjutraj, ampak če kdo ima željo, dal bom pa to na spletno stran. PDF-ju, če kdo želi pač. To je tako, da ne bilo tebi, da vam pokukaš, a ne? Ja. V bistvu, glavno je tukaj moje pesme, to smo že lansko leto malo predelali, pa moje priče, izdaje Nova poetika, Beograd 2024. Obe kot nagrado na natečajih Zlatnih raz 2021 in 2022. Zdaj pa... Zgleda, da stvar zamuja, ampak res ne zaradi mene, zaradi bil COVID. In to je balkanski natečaj, ne javi se stotine, mislim, da je avtor, ki bi radi, da jim se pomaga pri izdaji knjige. In ko so zamujali, eno leto sem dobil nagrado za pomoč pri izdaji
pesmi, pol so pa zamujali eno leto, pa v drugo leto sem se pojavil za natečaj za zgodbe, pa je tudi tam uspelo in sem rekel, ok, če pa zdaj vi zamujate, da smo zmenili, pa bomo naredili takem dvojčka, tudi sam sem malo sodeloval pri oblikovanju platnic in tudi zaščitu, tako da, ker ne vem, koliko časa mi še ostane, upam, da bom še kakšno knjigico izdal, pa bom pravil, da bo v istem slogu. Se boš hitro dobil za besedo. Najprej bom postavil vprašanje glede prevodu, katerega je tako lepa zbirka, ampak kako je prišlo do prevoda v bolgarski jezik, evo? Ja, v bolgarsko se mi zdi, da so prevedene samo pesmi nekatere. Saj jaz to v biografiji skromno napišem, da so nekatera dela prevedena še v nekaj tujih jezikov. Sam pa ustvarjam v enih parih, zdaj, sicer srbščina kot materni jezik, v nekaj variantah balkanskih, tudi se probam bojevati z avtorji iz njihovih okolj, tako da kdaj tudi dol uspe. Čeprav je to, res bodimo iskreni, to je en jezik in če ga ni treba medsebojno prevajati hudo in če se dobro razumemo, je to zdaj stvar ne vem, ali politike, ali pa folklore, ali pa ne vem kaj vsega. So tudi, mislim, tudi Krležo, ko so ga vprašali direktno, ker on je bil v obeh jezikih, v obeh variantah opisal, je rekel, to je jezik, ki mu Srbi rečejo srbski, mi Hrvati pa rečemo hrvaški. Mislim, tako se mi zdi, da je tudi najbolj opredeljeno. Kje zdaj to bolgarski? Ene pesmi so prevedene tudi v bolgarski. Jelena Dilber, avtorica Spremne besede, te označila kot novo umetniško zvezdo. Kako si prehodil to pot od nepopisanega lista, recimo še 10 let nazaj, to je bil nepopisan list, do avtorja z več kot 300 objavami in sladico, to moram podariti, da je sladica, ki jo danes predstavljamo. Vse to od leta 2019 dalje. Nekaj podatkov se da razbrati tudi iz tiste kratke predstavitve, to je na začetku. Dejansko jaz sem fizik, teorijski jedrske fizike in seveda bil sem tudi na dosti odgovornem mestu, tako da ni bilo časa, da bi se tako intenzivno ukvarjal tudi s to svojo ljubeznijo iz mladih dni. Žal ta neljubi dogodek, nesreča in potem upokojitev, po moje prezgodnja, mi je pol dala možnost in dala ta čas, ki sem ga spet posvetil tem kreativnem pisanju. Zdaj pa tudi, da malo citiram tebe, Bojan, dejansko imam ta neki virus, ne vem kako rečem, da probam to stvar, s katero se ukvarjam, da se jih posvetim s srcem, polnim srcem in vsem tem, kar zmorem. Tako da po mojem zaradi te iskrenem pristopu in tudi neki želji, da res vam pravim dati sebe, se po mojem ta iskrenost bolj pozna in potem pride do objav. Drugega, niti recepta, niti razen, da sem tudi nekoč veliko bral in tudi pisal, sem prav ne toliko intenzivno, vam ne znam povedati. Mislim, tudi ni nobene skrivnosti. Pač vedno, če se lotiš tako s celim sebe. Niti bo malo probal. Ker jaz veliko takih poznam, bo malo probal, pa malo probajo, pa normalno, če malo probaš, ni nekega uspeha, sebe noben ne pogleda, pa bo zopet nekje druge malo probal. Tako da, zdaj, v tej zbirki so zgodbe, ki so nekakšen presek usode, ki doleti ljudi na tem območju, pač ta bivš območje, postjugoslovanski prostor, zdaj rečejo, tako sem čul. Kot so prevrati, vojne, boje za obstanek in podobne. Kako sebe vidiš kot nekakšnega kronista zgodb tukajšnjih in tamkajšnjih ljudi? Tako se poskušam izogniti temu, da me tako opredelijo, da sem kot nek pisatelj, ki
je nekih o imigrantskih zgodbah ali pa o tistem, kar so priseljenskih ali da, ker dejansko nisem, jaz tudi to nisem, dotaknil sem pa sodbine ljudi, ki niso nič krivi, pa evo, zgodi se nek državni udar ali pa ne vem, se nekaj tako, eno meje se spremenijo ali pa neka ustava ali pa tako in oni trpijo, ne, in jaz nimam druge možnosti, nisem politično nikoli bil aktiven, tudi ne vem, če je možno tako, da posameznik nekaj doseže na kak način. Zaradi tega sem to gledal skozi moje pisanje. Ne. Vedno pišem za ljudi in namenjeno je in o ljudeh, ne. Tako da po nekaj te človeške pa ljudske resnice upam, da ostane v vsaki zgodbi. Ja, vedno je tak. Zdaj pa še čisto logično vprašanje. Je v teh zgodbah tudi tvoje popotovanje v tiste hude nezgode, ki ti je spremenila življenje? Ne, tega pa nisem se še lotil, mislim, kako reče, v tej knjigi tega ni, ampak spet malo nerodno zame, ne, ker ne vem, kako bi to opredelil. Celo ena založba kar intenzivno dela na tem, da me prisili, da bi napisal eno knjigo o tem moji nezgodi in potem vzponu, nekakšnem vzponu nazaj. Vendar priznam, da se otepam. Enostavno, bilo je zelo hudo, bil sem na meji preživetja, bil sem nula, bil sem bilka, bil sem ne vem kaj. In to sem nekako presegel neko dejavnostjo. Ne. Zdaj, ali ta moja pot pomeni še za koga drugega kaj, ali bi mu to res pomagalo, niti ne vem, ampak ne vem, zaenkrat mi je pretežko pisati tudi o teh trenutkih, ker res bilo hudo. Sicer en esej je naslal na to temo, Abinicijo, ki sem ga postal v Sodobnost, ker oni imajo tako zelo kakovostni natečaj za to in je prišel takoj v izbor za nagrado, prosil sem, da kao razčistim tekst, ker jaz sem najdel nekaj hrvatizmov, ampak jih ni bilo noter. Jaz sem pregledal, to so arhaični izrazi, ki so tudi v osnova marketer besede v slovenščini. Tako da malo se mi ne zamerilo, ampak nisem odgovoril in je šlo naprej. Knjigo ne rečem, da ne bom napisal, ampak to vrstnih knjig ne berem. Ne vem, a bi se dalo to tako, da nekdo, ki tak material ne bere, da zdaj se usede pa napiše nekaj kakovostnega, nekaj tako k temu. Zato to še nisem prebolel pa. Ja, to je v Sloveniji precej popularno pisanje o lastnih nesrečah. To so uspešnice, ljudje to berejo zaradi tega, da bi ugotovili, da je nekdo še večji rekel, kot so sami. Jaz to tako interpretiram. Tega v bistvu, to sem veliko zasledil. Tako češ, kakaj je ta tragična zgodba ona, to pa normalno, da se pač se to, ne vem, sicer, zakaj je to tako popularno, jaz to ne berem, tako da smo že dva zdaj tukaj v tem prostoru, ker se mi ne zdi to pač nekaj okusno branje. Nekdo, ko je neko izkušnjo hudo, da bi jaz v tem bral. To je njegova izkušnja in No, pa gre za to srečen konec, ker ljudje mislijo, da lahko vsak ima srečen konec, kar je pa jasno vprašanje lastne aktivnosti. Ne? To je pa druga stvar. Ne? Zdaj le malo si z tega ven, kako je zdaj iz perspektive tvojega dosedanjega življenja videti tvoja poklicna pot do nesreče? Če kje v literaturi vpliva? Jaz pa, mislim, marsikdo prisotnih se mi zdi, da je malo nekaj saj mojih del spoznaval, oziroma nekaj prebral, ker jaz pišem. In zaenkrat direktno ne uporabljam povezavo, mislim, s fiziko ali oziroma to strogo znanostjo. Ne vem, v bistvu, če sem tudi zdaj povedal resnico, ampak morda se ne zavedam tega. Ne? Ker, no pa dobro, se bom griznil za jezik, morda celo ni to točno. Ker eno od mojih takih uspehov, kar v celi regiji, smo rekli zdaj, je pa ena pesem Lopta, ki je prevedena v večjih jezikih, res, in briselska klapa v celem tem Balkanu. In v njej pa ljudje spoznajo ali pa opazijo neko simbiozo med tem
ko sem nekoč bil v tej fiziki in zdaj v teh umetniških oziroma pri pisanju. Samo ta pesem, rekel, težko je o njej govoriti, najbolj bi bilo, da jo slišite, zdaj pa ne vem, ali je to možno, čeprav sem danes... Pa imam posebej tukaj. Ja. No, to si me zdaj spomnil, to sem povezal na redu. Si zapomnim to lahko. Bom, če je še v glavi. Ni pri tebi v glavi, to je pa ne verjamem. No, ko smo želi, zdaj pa caj, da nekaj prebereš iz svoje zbirke. Ne vem, dejansko, ne vem, nisem imela tak dogovor, kaj bi jaz to, ampak jaz sem predlagam, še morda izberemo eno zgodbico, ampak bi prosil, da preberem od začetka do konca, se niso tako dolgi. Zaradi tega, ker se mi to branje odlomkov, tudi na takih zelo imenitnih pesniških, kako preko knjižnih večerih, ne zdi smiselno. Nekdo, ki pač ni tega prebral, ne more dobiti v slike o delu. Kaj sem se znevel? Bez suvišnih reči. Ta se mi zdi, da je zgodba, da je narejena tako, kot naj bi kratka zgodba bila zares napisana. Bila je tudi večkrat nagrajena, to, da ne bom zdaj nekaj lažno skromen, pa ne skromen. Ampak tudi bil sem povabljen na eno konferenco v strani tega predsednika makedonskih pisateljev in so bili tudi tako te strokovnjaki iz cele regije in smo govorili o tem, kako bi pa dali tako neke malo navodila ali pa te smernice, kako za te kratke forme. In sem ja predlagal, da bi tudi to predavanje moje, mislim, da je bilo polovjavljeno, da bi kot en recept bilo, da zgodbo kratko pisati vedno tako, brez suvišnih reči, brez odvečnih besed. In če se tega držite, ponovadi uspe. Moja priča, bez suvišnih reči. Od samog početka mog sečenja znam, da so se jednostavno voleli, bez suvišnih reči. Ne samo voleli, bili su istinski i stalno zaljubljeni jedno u drugo. Kažu da to nije moguće, da zaljubljenost jednom sigurno prođe, a kod njih traje i traje. Držim drvenu računaljku koju su mi kupili još za prvi razred osnovne škole. Još uvijek ima onaj isti miris kao i tada. Rekli su da je od trešnjevog drveta. Uvijek kad pomirišem, osjetim miris zrelih trešenja. Je li to moguće? Verovatno ne. I kod njih dvoje prebrojavam, događa se nešto čudnovato. Jedna mama, jedan tata i zajedno je jedno samo. Je li to moguće? U njihovom primjeru račun prolazi. Pritiskam zajedno dve drvene kuglice koje su uvijek jedna celina, a ja i moj, kad nas sabereš, pa bar dve, ako ne i četiri. Ja kao i dobra i nemoguća, on, ajde, ponekad dobar, a tvrdoglav. Uvijek je bio takav. Čini mi se još od prvog sastanka, prve noći, pa svaki dan do današnjeg. Tras. Ne, mama, nisam razbila pola kuhinje. Jedna sitnica, tričarija. Jasno mi je ponekad i previše jasno sve to. A ovo moje dvoje je svakog dana sve manje i manje svjesno ičega. Za mamu bih rekla da još uvijek zna ko sam, tata ne. Ali jutros me je i ona ozbiljno pitala ko je noća zamenio šporet. Njen nikada nije bio brown boja. Ljubavi, dođi, daj, danas sam te samo jednom zagrlila. Naravno da je on ne čuje jer nije stavio aparat za uvo. Pa kako može još i to da zaboravi? Razmišljam o tome i pomalo se smeškam. Nek mi oprosti taj, nekada za mene najjači, najpametniji muškarac na celom svetu. Projuri mi kroz glavu samo to kako je dobro da sam tu, baš sada, pored njega. Tato, naravno da ne čuješ, daj ovo uvo. Polako digne glavu, kao ko sam ja i šta tražim, a ja mu samo tiho odgovorim istim tonom, bez glasa i malo poklimam glavom. Ja opet sam tu, uvek pored tebe, kao i uvek zadnjih 30 godina. Hvala, zahvali mi se, kao da se zahvaljuje komšinici. Za svaki slučaj popravi malo položaj slušalicu u desnom uvetu. Možda bi se latio i u levog, ali levom rukom već mesecima ne može ništa.
a radosnim pogledom traži nju, samo nju. Moja nezadrživa suzica ostane vidljiva na ramenu njegovog šlafroka. A sada me čuješ, kažem ti, dođi po poljubac. I opet još jedna suzica, sada sa drugog oka. Mama mi takvom dosadkama uvijek izmami po neku suzu. Toliko puta sam se svesno pripremala da je ne bih ispustila, a uvijek me pobedi bar neka sasvim mala suza koja klizne niz lice kad čujem kako ga uvijek na isti način pripremi do toga da se bar malo kreće i razmrda. A ti si moja, evo me odmah. Kao da nju još prepozna, samo još nju. A mama tvrdi tako. Sam više ne može ni da dođe do nje. Nedjelja je, zato sam ovdje i zato mu pomažem ja. A drugim danima brine za njih medicinska sestra koja se nedavno penzionisala. Ona je sa njima preko dana, pobrine se za negu i uradi sa njim poneku vežbu i to za isti iznos koji je izmamila neka agencija samo za sad 2 pomoći. Imali smo sreću da smo je pronašli. U stvari, mama je sama našla na internetu. Nije još prošlo ni godinu dana od toga. A sada, evo, i ona. Odmah. Tato još jednom to ponovi i nemoguće klizne desnicom po obudu točka na invalidskim kolicima. Ali ne ide. Dolazim ovdje samo plačem. Pre sam to krila, kao žurim u kuhinju, u kupatlu. Svuda sam namjerno ostavljala papirnate maramice, papirne ubrose ili obične role toalet papira. Mama se čudila. A sada i ti zaboravljaš gdje si sve ostavila toalet papir. Šta mi sve tu sada ne uzmami osmih? Svesno odnijem pomisao da su to možda zadnji razlozi za smeh u toj rupi. I taj miris, utvrđujem da njegova pidžama i njena spavačica imaju potpuno isti miris. Ne približno isti, potpuno isti. Ne znam, možda kod njih taj miris sve sredi. I nemam pojma kako im to uspjelo da je svuda u dnevnoj sobi, u spavačoj sobi, čak i kuhinji, taj isti miris. Kako kod njih sve funkcioniše, izbližava ih. Oko Nove godine sam, pored svih gluposti koje sam nakupovala, otišla u najbolju parfumeriju u centru i kupila parfem neutralan, moško-ženski, da mu ne bi nešto smetalo. Celu flašu sam ispraznila i pošpricala sva njegova i moje odela, naš veš, sve prostorije u stanu. U vazduh sam ispustila lepu sumu novca. I ništa. Ne, nije to. Guram polako kolica prema mami, što on pogrešno razume kao njegov uspeh, i iskreno se nasmeje. Da li i taj osmeh on još uvijek razume? Svejedno mislim da mu je lepo. Evo vidiš, uspjela ti je. Ajde bliže. Bravo, moj junače. A njene ruke, koje su do tada lagano tresle, čudom se umire, dok mu je grlila glavu i polako ga poljubila. On se nasmeje kao da su mu baš tada javili da je dobio glavni dobitak na lutriji. I tako svakog dana, na novo, svakog dana uzastopce se nagrađuju najvećim dobicima bez suvišnih reči. Njih dvoje, ne znam, ako nije do mirisa, možda je do ukusa. Ma ne može to biti. A šta ako ipak? Ma nemoguće, i ne kuvaju je više, ali kod njih sve funkcioniše, sve ih zbližava. Pa ta ročna kafetijera za kuvanje kafe, u stvari ne mogu više ni da ih gledam, a opet je uvijek na kraju podarim osmeh, jer je njihova, jedna, jedinstvena, a obična, najobičnija od aluminijuma. Pa sam im donosila iz celog sveta najmanje jedno 5-6 drugih, roast fry, od najboljih firmi, mnogo skuplje, veće. Ne, ova njihova je najbolja. I u tim novim sada sa veseljem kuva kafu bar 5 njenih komšika. A njihova, iako se više ne zatvara dobro, još uvijek je ona najbolja. Možeš da izludiš u momentu. Pa još će svakog dana u kafu dodaješ kašičica divke. Da bude zdravija. Uvijek isto čujem. I zato će živjeti po 100 godina. Kako se moglo to da i zamislim? A kamoli? Pa naravno, da nisam niti pomislila, stvarno ne, ali nešto tako može čovjeka potpuno da izbezumi. Nove kafetijere, pa najskuplju i najkvalitetniju kafu se im donosilo sa putovanja dugačkih i po 10.000 km, a oni u nju zamešaju divku. Donosilo se im ručno obranu, samo sa jednog grma, posebno fermentiranu, skupu kao suvo zlato, valjda najbolju na svetu, što miriše čak kroz finu metalnu kutiju. A ne, i nju su morali da dodaju kašicu, te proklete divke. Da li su me htjeli da time nešto posebno kažu ili samo omalovažavaju moj uspjeh u karijeri ili prekoravaju moje predugačko tumarnje po svetu zbog koga nisam uredio svoj život kako treba, jer nema unuka,
pa ni sa mojim drugim dragim nisam... Pa kao da je njihova izuzetna i neraskidiva veza kriva da je nikako ne mogu snaći i nemam i sama takvog partnera. Zavidim im da su znali da to što su nekad jedino i mogli sebi da prušte, nešto što im tako loš ukus i jako gori miris, dignu na pijedestal vrhunske lepote. Ne mogu da verujem kakva sitnica, bezvredna, a uređuje stvari gotovo bez reči. Ja svom mogu predavati sate i sate, sa milion dobro odabranih reči, ali taj emotivni idiot ih ne razume i ne razume. Moj junače, mama mu nežno zagrli glavu i lagano je pritisne prema sebi koliko je može i opet samo 2 reči koje su obuhvatile sve što mu je tada bilo potrebno, da ima snagu da se bori, da živi i da je njen. A uvek samo, moj junače. Napisalo se već 17 verzija kako bi se sve moglo da mu se obrati. Majku mu bar rečima znam da baratam. Prošlog puta se na kongresu prišišali pričljive Amerikance sa 7 različitih objašnjenja o jednom istom. Rečima se može mnogo postići. Zbog toga sam im nudio toliko novih, ako bi je trebalo, ali očigledno nisu. Nisu bile potrebne niti tati pre 2 meseca kad se od nas oprostio. Sve smo pročitali u njegovim milom pogledu. Onda samo mesec dana čutanja u kući i sad je tamo ka njemu požurila i mama. Kad sam mu to javila, bio je u Americi, ali već sutradan doletao nazad. Ideja da na pogrebu ja pročitam maminu prvo pismo koje je napisala tati kad ga je upoznala, a on pročita tatino poslednje, dok je još mogao da je piše, također je bila njegova. Sve prisutne to ganulo do suza. Moja tašnica je original, od prestižnog dizajnera, kožna, kupila sam je letos u prestonici mode, na glavnoj aveniji, koštala je da ne pričam. A sada sam je potpuno deformisala i jednostavno guram onu kafetijeru od koje se više ne razdvaja. Šta? Da ostavim u stanu pa da je slučajno tad obio i da mi je ukradu? Ovako sam sigurna. I sa sobom u tašnici uvek imam i divku u jednoj kutici koja je kao pudrijera. Niko ne bi pogodio. To je u slučaju krajnje nužde. Inače imam rezervnu kutiju i u ormariću u kupatilu i jednu u džepu od zimske bunde u ormaru u spavajućoj sobi. To ne sme da fali. I evo, čvrsto ga držim pod ruku dok odamo drugačkom stazom kroz park pored groblja, polako prema autu. Pored staze negde na sredini je klupa, naša klupa. Samo se još jasno ne nazire. Osjećam samo da on povremeno napravi neki polukorak. Ranije kad smo hodili zajedno, morala sam skoro da trčim da ne bi zaostajala. Još jedan polukorak, pa još jedan, sve laganije prema našoj klupi, zajedno, samo ja i on, bez suvišnih reči. Imam navihanega otroka, ti pa nevzgojenega psa. In ne zmoreva obroka, brez da bi se skregala. A čeprav pogled na tebe včasih siten je zelo, ne predstavljam si osebe, s koma raje bi zaplavala v nebo. Jaz preteram šokolado, ti pa nohte grizaš ti. In tvoj pes prav vedno laja, ko je čas, da mali spi. In čeprav zares zloniraš, kot da srečo videl bi, na večer me pa znerviraš, jaz še vedno te bom gledala v oči. Vse noči. In pravzaprav ne maram, da razburjala bi se. Ne vemo, kaj imamo, dokler je. Včasih bi želela si še več, kot kar pokažeš mi. Ko se stemni, pa isti smo vsi. Jaz imam navihanega otroka,
ti pa nevzgojenega psa. In ne zmoreva obroka, brez da bi se skregala. A čeprav pogled na tebe včasih sitan je zelo, na večer me pa zneviraš, jaz še vedno te bom gledala v nebo. Prav lepo, ka boljš ne bo. Bravo. To je bila zopet njegova hčerka, Ana Marija Mitić, drugi paket. Imamo še enega. Za konec. Pa malo boljša klavirska spremljava kot zadnjič. Se ni važno. Čist v redu je. Najprej še malo o prozi. Je zopet tako bi rekel predrzno vprašanje bom postavil. Kakšno vlogo si zavzel pri svojih zgodbah? Si zunanji opazovalec, si mogoče kar protagonist, mogoče nekdo v primežu zgodbe, ali je kaj avtobiografskega, ali je pa kaj v slogu inspirirano po resničnih dogodkih, ki bi se mogoče lahko zgodilo, ali se niso. To pa cela paleta. Mislim, dejansko je, ko pišeš o tem, ali si kdaj prebral, doživel, čutil, zamislil in tako, vse to je fikcija, ne. V svoj izvoj nikakor, mislim, ni enolično. V tej zgodbi sem se prelevil v ženski lik, ne, kar mi nekako zdaj opažam, da niti ni tuje, ker nekrat se je zgodilo, ne. Pa očitno uspešno so verjeli, ne, da je to možno, ne. Kako bi rekel, da je to, kar je napisano, kot možno. Ja, rad vidim, da so liki živi, tako da ni treba, da jim dodajam jaji, da opišem nekako kot zunanji opazovalec, da oni to sami povejo, pa da se to nekako pokaže, iz dejanja. Sem pravi, so pa taka, čeprav fikcija, ampak je to pisano za ljudi in o ljudeh. In je vsekakor tudi kakšna stvar o tem, kar sem tudi sam doživel. Upam, da dobro skrito, pa da ne bo se odkril. Pač tako, kako bi rekel, napisano po resničnih dogodkih, ki bi se lahko zgodili, ali nekaj tazga. Nekaj pa se tudi je. To je dobro, recimo napišeš, ki bi se lahko zgodili, tukaj je opcija toliko, da. Pa sam imaš pero v rokah. Ja, svoj svet sam ustvarjaš. Spremni besede omenjen hrast. Kakšno vlogo ima? Oziroma, kaj recimo tebi, ki se velikace hrast tam noter pustih, pa je neka založba hrast, pa tak naprej. Kakšno vlogo ima, če imaš kako idejo? Mislim, da je drevo ali pa les nastopa v nekaj parih zgodbah, da sem tudi očaj kot drveta, ker sem njemu dal lastnosti živega bitja, ampak je tudi o tem starem hrastu, ja, tudi zgodba je ta dolga, ja, ne vem, poskušam z besedami to, to je zagotovo, če je prva oseba v zgodbi drevo, si lahko pomisliš, koliko se moraš pomatrati, da bi pol izgledalo to, da ima smisla. Mislim, takih zgodbi se še kdaj lotim, morda v eni taki samostojni zbirki, ki bi pisala prav o tem, ker me tudi to privlači, samo upam, da bo čas. Vas veselim. To je tako si me potegnil za jezik, jaz sem nekrat napisal tako res super kratko zgodbo, kjer sem bil v prvi osebi ednine, ampak ne osebe, ampak pene na fino hladne pivo. No, to je, lejte. Pač ljudje imamo različne, kako bi rekel, različne skrite talente, skrite želje.
proza ali pa pesem, to je idealno, da to lahko živiš. Zakaj ne bi bil pivski mehurček? Evo. Zdaj bomo počasi prihajala na tisti tvoj poetični del, tam si ti, kako bi rekel, močen, velik pomen pri tvojem pisanju ima ljubezen. Kako pa je s tem v prozi? To je še ti zadnja. Ja, to pa ostaja moje, tako rekel, glavno občutje ali pa glavna emocija, ne, ki me drži in ki se ji posvečam. Tako močna je, vem, da je veliko ljudi pisalo o ljubezni in ne vem, upam, da tudi meni uspe kaj takega, da vam je potem, ko to preberete, še zmeraj lepo, ne, ker to je ena od mojih intencij. Spet pridem do tega, morda bi naslednja velika tema bila smrt, te se tudi zavedamo, ampak se tudi izogibamo v takem velikem krogu. Povedal sem, malo sem bil blizu, saj kdaj, in enkrat, in zaradi tega, samo, je pa to pravi tudi najtežja tema, ljubezen, to sem tako malo, nisem vedel, da bom v zgodbah in se praktično, takoj ko se pojavi kakšen lik, jaz ga probam obremeniti s tem, ljubezen do druge osebe ali pa do narave ali pa do, tako da pravim, to mi je stalno v rokah in stalno probam je še na nek novi način. Tu sam se začudim, jaz ne pišem načrtno, enostavno pišem samo takrat, ko začutim, da imam kaj zapovedati, in jaz mislim, da je tako, in takrat, ko začutim tudi, da imam toliko moči, da bi to tudi naredil na ta način, da je tudi pol bralcu lepo, ko to prebere, da je vsaj probo izvati občutek lepega. In je pa težko, da na toliko različnih načinov, da pristopiš tudi s toliko različnih kotov in da to še zmeraj izpade malo toliko zanimivo. To je prav zanimivo tudi meni samemu, ampak tako je. Tako je. Enostavno nimam odgovora, zakaj. Ne zbiram skoraj sam. Ja, se je hec je, da jedrska fizika pa ljubezen imata veliko skupnega. V tem je hec, namreč, ker recimo elektron neskončno ljubi proton, ker se vrti skozi okrog njega. Upam, da je še kakšen lepši primer. Zdaj pa še izziv. Ne, še prej moramo še nekaj. Res, da je poezija kraljica tvojega ustvarjanja. Nekoč je dejal, da je poezija vsakega leposlovja. Razloži. Ja, to morda, to pa najbolj zahteva pojasnimo, da jaz bolj mislim širše poetika, ne tako kot poetičnost, da tudi, ko jaz začutim, tudi ko berem druge avtorje in tako, še veliko začutim not v tekstu eno tako poetičnost, se mi zdi, da je tekst dosegel nekako svoj namen in da je uspel govoriti o neki stvari tako dobro, da se me je dotaknilo. In jaz sem potem obrnil nazaj, sem rekel, ok, če to pri tebi tako, najbrž pri drugih, oziroma probaj ti to doseči. In sem gotovo, da tudi, ko pišem prozo, če mi uspe v kakšnem delu tako doseči, tak moment ali pa trenutek, da pokuka iz ozadja, kako bi rekel, ta poetičnost in poetika, sem bil zadovoljen. In mislim, da sem odkril tudi pri drugih, ko smo jih vsaj malo zaupali, kako to, kaj jim je pri meni pa všeč, sem tudi te točke videl, da to drži. Jaz imam pri tem ustvarjanju in zakaj, se lahko v bistvu to z manj besedi povedal, ker sem imel to vprašanje, večkrat tudi od nekaj urednikov, pa to, pa kako piše, pa kaj, in sem rekel, ok, bom pa jaz naredil nekaj tako, da izpade malo učeno, pa vino in da pol to bo moj kredo. In zaradi tega, ker sem začutil tudi težave, ker pri ustvarjanju je tako zelo močna moja neka
zadržanost, kako ne rečemo, ne, zaradi tega, ker sem ti spet dal en zadatek med drugimi, da pazim, kaj pišem, ker jaz sem to sebi rekel, pa bom tudi zdaj imam na glas, ne, ker vse, kar napišeš, ostane. Ne. In sem bolj to sročil, en tak kredo, sem rekel, ne tak, da bi to vodili. Ampak da ne bi okrog govoril, bom kar direktno, ker mi kar po jeziku, ne, to je gre eno pesem, ki je malo tako arhaično obliko, ampak zakaj se to namerno tako naredil? Se spomnim, ko sem ja recimo pri teh hudo dobrih avtorjih, recimo pri Shakespeareu, sem videl tudi on je pisal sonete, ki so toliko ali pa toliko takšni, ki jih zdaj v bistvu težko zaživijo, vse nekateri avtori še ustvarjajo tako, ampak da se ravno to na ta način izražaš, pa da je to tako globoko in dobro. Jaz sem naredil eno pesem drugače. Sem rekel, vse, kar napišeš, ostane. Čeprav le s prstom na nebo. Kadar ponuješ nam daljno, zvezdo sjajno, neznano ali urezano v srebro misli svoje nezlagane. Ali bodo rime zbrane, jih bo razumel le poet, je napisano prelahko, plašno, plitko, krhko, mehko, tako da smejo se bo svet za verze krivo skovane. Zelo redke in izbrane ponujejo večno slavo. In če le najdeš misel fino, ki ima še moč, globino, ne postavljajo na glavo, pustijo, naj dih zastane. In čakam, da se stonce zgane, zarje z name vse nejasno, a misli, ki so odtavale, znova bodo završale potihoma, morda plašno, a vrnile se bodo same. In pozabi na vse že znano, tudi če bo zabolelo, hrabro pojdi v daljavo in le bistvu daj veljavo, kar bo jasno zazvenelo, daj urimo brižnost kanov. A če ti tok besed zastane, vedi, da bo zelo težko. Potrgal boš zadnjo struno, si postrigal zlato runo, izgubil boš vse viteško, ostale ti bodo rane. Tukaj si že kar eno vprašanje. Govoril si pa šparov, zdaj najno moje blebetanje, vsaka ti čas. Pred bomo tisto nogometno prišla, tisto nogometno pesem, bo pa še eno recimo pesem, ki tebe predstavlja. Tata zdaj predstavlja tvoje ustvarjanje. Če imaš predstavlja, nisem, spomnil sem se pa ene ljubezenske pesmi iz perioda, iz katerega je kar nekaj zgodb v tej knjigi. Zelo znam sem, da ne smem po imenih, slovenski pisatelj je rekel, da ko jih je prebral, čeprav so pisane v enem narečju z Južne Srbije, da mu je bilo tako fino, kakor da je bral Zono Zamfirovo, to je en srednost napis velikan, mislim, srpskega pisanja, pisal pa res zgodbe iz mojega kraja, iz Niša, ampak nič ni povezano not in tako, ampak samo en tak duh veje, kako se reče, in se setijo. Iz tega perioda vam lahko rečem eno pesmico, kako sem nekoč pisal. Pa da ni vedno vse lepo v ljubezni, včasih se moraš zahvaliti, to tudi ni najlepša stvar. Hvala ti, što si me volela. Pazi, rekel sem hvala, dobro znaš, da nisem fin, i da Bog da me nikad ne prebolela, uspomeno mala, moj beli Jasmin. I hvala ti što si bila iskrena i otišla sama pre pravoga kraja. Otišla tek tako, a ostavi me uplakano da mozgam u tami, a šta tu ne valja? A dobro si znala da sam glup i da ne mogu da shvatim nepravdu. Ti otišla, meni ostao samo trup, da eto živim, da sa životom zamećem kaugu. I hvala ti još jednom za sve to, za šta me treba reći hvala, pa kad poželiš, pokušaj me naći, lutaću svetom, uspomeno bolna, uspomeno mala. Jaz sem videla nekje proti koncu prišla,
prej si tam imel omenil neko ligo prvakov, tam so vsi, tam se ljudje tekajo za en predmet, ki se mu reče lopta. Evo, smo rekli, da bomo še to. Ja, no, to si povezalo super, narediti čučano, da tako več. Eno društvo iz Ljubljane je reklo, kaj te pridem v Celje poslušati, rekel, pa kje si izbral ravno zdaj, kaj tekma, ne, ker to ne bomo prišli vročali, no sem rekel, ma se nič, bo pa kdaj v Ljubljani, pa tako, ampak hočem reči, to me je, tako sem me seznanila, ne, da je danes tudi tekmo v Ligi prvakov, tako da bomo pravočasno zaključili, ne skrbite. Ampak da je povezalo. Posvečeno Ligi prvakov, rečemo. Tudi lahko. Zato ne imamo nekih ljubiteljev nogometa. Ampak ni, to pesem bi vseeno uporabil za to povezavo in kar če začutite, da je to simbiozo, da sem napravil nekoč delamo bolj točne stvari, zdaj pa take fine in lirične, ne. Skratka, pesem Lopta. Stvarno, matematički tačno, nisi ništa. Prostor unutar sfere, jedina. Nešto si samo tamo. I kad si otvorena, jadna, izbušena, do prostote jednostavna, radijusom jednim brojem opisana. Uvijek istog domašaja, dosadna. Nemaš nijednog ugla, s tom se ne da ništa računati, a cifre su broj uglova. Ti nemaš vrednost, ti u bilo kojoj projekciji običan krug. Međa, prazna kružnica, samo šupljina banula, približno, hajde, nula. A topološki nisi bolja, uvijek ista sfera, ko zrno peska, ko planeta Zemlja, ko crven džin, zvezda, groteska. A osmislila te, dušu ti dala igra neka. Igrom si nešto postala, udarana, nošena, bacana, valjana, rukom, nogom, spravama, milenijum pre Hrista, narode cele, civilizacije zabavljala, Olmeke, Azteke, Maje. Bila si tada krvava, tek odsečena ljudska glava. A postala nasmejana na velikim odmorima, u rukama mališana, na raspustima, u zagrlje dečjih ruku drhtavih, u dodire bosih nogu kaljevih, do ušiju zaljubljena. Igrala se, plesala, vrtela se sa njima, po čitave sate, celim božjim danima. Dečjom vikom, milom cikom zanesena, nova, stara, zakrpljena. Zdaj pa ta cajt, ko bomo še zadnjo, kako bi rekel, glasbeno točko spustili, pa malo razmislite, kaj boste, s katerimi vprašanji boste Dragana napadli. Midva bomo pa prvo violino poslušala, pa vsi ostali. Saj še ta večer sem lahko tvoja prva violina. Ti boš poskrbel, da v kozarcu ne zmanjka mi vina. Dvome pregnal bo zviti tobak, da se lahko prepustim. Ta melodija nima napak, naj bo dim, naj bo dim, naj bo dim. Zadnjič ta večer bova bivše omenila in pogumno se novo življenje spustila. Zdaj se pogrezna mehak divan, da se lahko prepustim. Takem večeru ne moreš biti sam, naj bo dim, naj bo dim, naj bo dim. Še ta večer bo igrala mi violina, note na
papir, v srce pa zapiše se rima. Zdaj je vse tiho in premočno, zmogla sva dušo objekt. Dim pa skozi okno ponese lahko novi svet, novi svet, novi svet. Novi svet, novi svet, novi svet. Če ima kdo še kaj za vprašati, zdaj Dragan je tu zdaj odgovarjal na vprašanje, kako Cica Mica gotovo priča, rečejo dol v Beogradu. Tam je taksi služba Cica Mica. Pa če še imaš ti kaj povedati. Hvala. Rade, mene pa zanima, imaš tebe pesmi, kdaj odprej, ne vem, iz gimnazije, je se že ti kaj našlo? Nekaj je. Pravi, pisal sem tudi prej, ampak ostal je zapis. Ja, Zdaj pa, verjetno nekoliko so različno od teh, jih zdaj pišem, ja. ampak vseeno drage in še zmeraj moje. In še zmeraj moje in tako. Je razlika, mislim, so tudi ljubezenske, a kje je teža? Kje je teža? Najbrž opisujejo moje videnje sveta in vse občutke iz te perspektive, ker sem bil toliko mlajši, zaradi tega je to drugače, po moje. Nekatere so preživele, kako bi rekel, uspele, jih ni načel zob časa, ker sem jih testiral na nekih tekmovanjih zdaj, ker nisem napisal, kdaj sem pesem napisal. In je še zmeraj, bil uspešno. Tako da, ampak takrat jih nisem izdal. Ena taka knjigica je nastala Tebi ljubavi, ampak bolj takrat, da tudi začutil sem pač v eni točki, da dobro, da jih dam na papir, pa da, veliko pesem sem imel v glavi, to se pa tako, nekaj se zgodi, pa kaj pa če vse iz glave gre, sem priklical na končno ta dogodek, k sreči se je pol marsikaj vrnilo nazaj, ampak bila je tu tabula rasa en čas. Ja, take. Meni so drage, nekateri, ki poznajo moje delo, nič se jim ne zdi, da so manj vredne nekako, ali pa da pesniški, da nekako, da samo so morda malo bolj naivne, ali bolj take direktne, zdaj so metafore bolj komplicirane in bolj zavite, in tako, neka izkušnja je prišla na plan in zato, ampak se pravi, uporabljam jih in ta zdaj bolj komplicirane nekako in te metafore, koji morda se niso toliko običajne, ali vseeno upam, da ne na račun iskrenosti. Name vprašanje, čeprav se upravičujem, ker se vrača v vaš hud čas. Ja, prav. Me sam zanima od vaše nesreče pa do ponovne vrnitve med vse vaše domače in vse nas. Koliko časa je minilo, kako dolgo ste bil odsoten, pa do te povrnitve spomina, ki je verjetno od vseh nas najbolj izjemen? Zdaj ta spomin tudi, o njemu sem se podučil šele po nesreči, ob nesreči, ker imate kratkoročni spomin, tam je bil porušen maksimalno, tega enostavno nisem mogel funkcionirati. Dolgoročni spomin, to pa je ostane tudi pri teh, ki so hudo dementni, ko nekaj ostane iz tistega gleda, tega se najteže znebi, ampak spominov je več vrst, pa na več načinov ga lahko, bi rekel, uporabljaš to. Moja rehabilitacija je bila huda, mislim, ne vem, jaz sem leto pa pol sem v Soči, so me samo učili nazaj govoriti, to pa nekomu, ki je kao znal nekaj povedati, pa celo so ga obtežili s tem, da je lepo znal govoriti, pa naenkrat, da ne more govoriti. Mislim, to je hud padec, in jaz sem zelo hvaležen, mislim, njim, prav, v Soči, ki so. Zelo uspešni se vi. No, tudi zelo intenzivno, recimo z logopedinjo, ker sploh nisem poznal to področje, nisem niti vedel za te njihove zakonitosti, oziroma kako oni lahko
človeku pomaga, pa sem seveda zelo hvaležen. Sem to velikrat javno omenil. Se en dogodek je tudi v teh intervjujih, ki sta na radiju pa televiziji, ne, boste najdli, prav tam se je zgodilo to, da enkrat je deževalo in na tistem oknu velikem, ne, od ordinacije je bilo nekaj teh kapljic, ne, od dežja. Jaz pa takrat še dan nisem mogel izgovoriti, a ne, mi je pa ušlo, ne, sem rekel, prolečne suze. Mislim, čist me je iz mene ven prišel glav, ker se nisem skoraj zavedal, ne. In je ta logopedinja zahtevala, da ne pojasnim, kako, pa dajmo, pa ja, sem zelo hudo, ne, ampak jaz sem rekel, to je na pesmici, ne vem, kako niti nisem vedel, ali sploh, kako da je v glavi, ker nimam nič več v glavi, je prazno, ne. Ampak je insistirala in sem začel in pravim, to je, vse novinarji so to pol drugače razlagali, da mi je preko to vrnilo spomin in tako, ampak je ta pesmica značilna. Evo, Nada, če vedete, ta pesmica iz tega obdobja, ne, in reče, ko prolečne suze. Ko dah bezdana, ko prolečne suze, ko obnasija nežna, bilo sve do dana kad te neko uze u ruku bez dna. I svu tugu sveta osjetih u trenu, sanduku drveta i smrt staklenu. A za more tvojih mana izvrši ih zamenu. Uzeh lepotu, dobrotu tvoju nepostojeću. Izgubljen do dna u vašem vremenu, podarih svetu stih za sreću već. I kao dah proleća u jesenjem danu, dušu se oblila, buketičan cveća razbila osamu, a nemoćna su bila sva oružja sveta. Piće na divanu, ljubav kao bruka, hašiš i tekila. A sad, odjednom sreća sinu mom dlanu. To je tvoja ruka, ti si se vratila. Evo i spominaš. To je pa res staro, ne vem, da sem na zadnje to povedal. Katero pesem uglasbeno? Prosim? Imaš kakšno pesem uglasbeno? Pa ne upam se, jaz imam zase nekako veliko, ker v nekaterih pesmicah je dost melodičnosti in tak nekega ritma nota, ne. Samo zakaj, moja poezija ni pisana za glasbo, odnosno da bi se uglasil, zato bi se moral človek posebej potruditi, pa nekako drugače se spraviti delo, ne, ker ne gre to eno. Zaenkrat sem na tej strani, ki je žlahtna poezija, se veste, malo tako zdaj imam še, Kaj to, da Ana Marija pela, ni vaše? Ne, njena se ona avtorska, Pa da njeno ne bi je, pomote, ona piše. ne, ona piše zelo. Ja, poli pa čestitite. Ja. Še od carskega literarnega. Ja, jaz bi se Draganu zahvalil, da me je povabil. Jaz sem Sebastian Kamenik iz Združenja prijateljev slepih, mi že 22 let organiziramo srečanje slabovidnih pesnikov in pisateljev. Dragan je eden tistih, ki mu je žal ta nesreča, ki je nerad omenja, pa jo moramo omeniti, pomagala tudi do kar precejšnje izgube vida, nažalost. Kljub temu pa se Dragan ne da, Dragan gre naprej, Dragan piše, Dragan ustvarja in res sem ti hvaležen, Dragan, da si se 3 leta ali 4 nazaj seznanil z našim srečanjem Biserov Savinje in da nas od takrat zelo rad in redno obiskuješ vsako leto, ko imamo to prireditev. Hvala, z veseljem. Pa me zanima, ja, ker ste govorili o Ana Mariji, hčerki, a ne? Te je kdaj zamikala, ali pa te je ona zaprosila, da bi odpela kaj, kar bi ti napisal? Mislim, imala rada, sva zelo v redu odnosih in tako, ampak ona ima svoje to delo in svojo umetnost, kako ustvarja, res absolutno samostojno in na svoj način. Naj ostane tako, kot recimo neizpolnjena očetova želja ali pa tako, da bi se, veste, ja ne bom se tudi s tem preživlja, oziroma to je njeno delo in njeno, od tega je odvisno, mislim, jaz, če bo kdaj mila sreča, ne, da pa ušpičijo kaj skupaj. Se stil je vaš vzela. Meni se je zdelo, kot da je njegovo. Čisto moj, Ja, kot je rekel Draganove besede. Šanson je drugačen ritem. Ne, mislim, zelo sem vesel, da je izbrano za muzično podlago in tako, ne, da bo to absolutno avtor in glasbe in vse. Super.
komaj kdo. Večkrat, tako, kaj ljudje pač povezani zaradi priimka in potem kakšno v teh mojih nastopih, ker pravim tako predati to poezijo, na način pa malo to pohvalim in pol sem malo zašto, spreče, da sem nekaj malega podedal od hčerja. Mislim, da nima rada tega štosa, ampak tako. Jaz sem njo poznala, velikrat jo gledam, vas poznam že nekaj časa, danes sem pa združila, ne prej. No, Tako da, super. Ponavadi se ne poveže, ker je stokrat lepša od očeta. Ja, pa je tudi po vam nekaj podedvala iz one prejšnje slike. Ja, to sliko tudi jemljete, tako to je urednica, je prosila, da ker je itak bila objavljena že in to je kot umetniška fotografija, nima veze seveda s sedanjim stanjem, ampak pravi, da avtorici itak ponujajo slike, je tudi 30 let stare, za svoje knjige, tako da lahko ostanete moje. Ampak je pač predpisal, to je spomin na čase, kaj smo morebiti bili vredni greha. Ja, smo končali, ja. Ok, čau. Hvala. Če kdo želi, vse knjigice so tako lepo narejene in po moje so take antologijskega karaktera, ne vem, če bom še pol izdajal take, ker so pregledne, je pa, pravim, denar od prodaje teh knjig gre samo za izdajo drugih knjig, ki ena kavica ne gre iz tega, tako da po 20 evrov je pa kost, tako da če se kdo odloči, naj samo pove. Sta obe proza ali katera poezija? Ene so moje pesmi in moje priče. Tisto bom jaz skupila pesmi. Zdaj se bomo pa še malo tule Ja, dajte, bomo spravili. nekaj se malo poslutkali. Hvala lepa, mojem tudi za to, da se potrebujemo besedo. Pa vam, da ste v takem slabem vremenu, pa pred tekmo vseeno prišli. Je pa to